lep pozdrav, najprej slaba, nato pa vendarle boljša novica. Slabo gospodarsko sliko v Sloveniji potrdil tudi fiskalni svet. Rešitev ni v višjih davkih, ampak v učinkoviti in vitki državi. Po številnih opozorilih iz tujine se je z zaskrbljujočimi številkami oglasil še državni fiskalni svet in sporočil, da je imel državni proračun v prvih 5 mesecih letošnjega leta več kot pol-milijardni primanjkljaj, medtem ko je imel v enakem obdobju lani presežek. Saldo se je tako v enem letu poslabšal za ogromnih 765 milijonov evrov. Prihodki so bili nižji, rast odhodkov pa se je, predvsem zaradi dviga plač v javnem sektorju, več kot podvojila. Slabo črpamo tudi evropska sredstva. Neugodnim podatkom o padcu BDP-ja, o odhajanju tujih investitorjev ter nadpovprečni obremenitvi plač, ki jih pripravijo tuji, ne slovenski analitiki, je ta teden torej sledila še analiza Eurostata. Pokazala je, da je aktualna vlada evropska podprvakinja v dvigovanju davkov. Lani smo namreč zabeležili drugo največje povečanje povprečne osebne davčne stopnje v Evropski uniji. Ta se je dvignila za 4,9%. Podatek, ki Golobovi vladi nikakor ne more biti v ponos. V SBC-ju smo prepričani, da je temelj uspeha konkurenčna davčna politika, ki omogoča, da se delo izplača, ter da podjetja in posameznike motivira, da davke in prispevke plačujejo doma. Politika bi zato morala prepoznati prispevek podjetnikov k razvoju države ter jih posledično upoštevati kot pomembne in argumentirane sogovornike pri ustvarjanju davčne politike. In zdaj dobra novica, v luči tega SBC pozdravlja besede ministra za gospodarstvo Matjaža Hana, ki je napovedal, da se bo zavzel za odpravo zaostrenih pogojev za normirance. Absolutno razmišljam in sem dal tudi že pobudo, da na nek način spremenimo tudi nekatere davčne zakone, ki smo jih sprejeli v tem mandatu. Eden je podjetniki, kulturniki, športniki so tisti, ki gradijo prihodnost. In se pravi, kar se tiče normiranih SP-ov, jaz mislim, da je treba dvigniti nazaj te vstopne pogoje iz 50 na 60 tisoč evrov, iz 100 na 120. S tem bomo na nek način tem delu gospodarstva pomagali. Pa tudi udeležbo delavcev pri dobičku in za druge spremembe, ki bi naredile Slovenijo davčno privlačnejšo. Zelo se bom zavzemal za udeležbo delavcev pri dobičku, da na nek način izenačimo kapital in človeške vire, da na nek način so isto obdavčeni. S tem bomo tudi lahko nagradili delavce in bomo lahko tudi podjetja bistveno bolj produktivna. No, besede seveda niso dovolj, slediti morajo dejanja. V SBC-ju bomo zato natančno spremljali nadaljne korake ministra Hana in upamo, da pri njegovem govorjenju ni šlo zgolj za poskus umirjanja situacije, pač pa za dejansko napoved sprememb, ki bodo sledile še do volitev. Želimo si namreč politike, ki nas ne bo vodila v gospodarski prepad, ampak tja, kamor sodimo, med najboljše.